V glavno napredujeva na motor zdaj, zato ker greva tukaj med otoki noter. Globina naj bi bila sem tam nekje 4 metre, tako da morava paziti. Ko prideva čez, potem je v redu. Greva pa tle še ne 5 mil naprej, eno sidrišče. Tam, ko sva bila, sva spet morala iti, zdaj ker prihaja neka velika ladja in so bila spet na poti, tako da so naj spet pregnali. Tako da greva zdaj na to naslednjo sidrišče. Več pa nič ni drugo, kot po teh napovedih. Prihalo naj bi tam 17 vozlov, sunki so pa čez 30. Tako da, pa videla. Bo se pa, mislim, da zdaj v naslednjih dneh umirilo, tako da bomo potem bolj namerno jadrala, pa potovala naprej. Malo skeri izgleda. 4 metre pa pol. 4,3, 4,2, 4,1. Čista voda, da težko oceniš, koliko je dejanska globina. Tole je recimo zdaj 6 metrov. Na 3,9 je bilo minimum, kak sem šta meza zdaj čez. Malo sem nehal snemati vmes, ko sem raj gledal na inštrumente pa na karto. Drugač pihaš zmeram, evo, zdaj je pravega vetra 26 vozlov. Grejo čez blizu tlele. Tukaj naj bi pač plul trajekt, vsi čez, te manjši. Zdaj imamo pa še 4 milje do sidrišča. Očitno je treba res vsem napovendi še ne 15 vozlov dodati, kakor je v resnici. In so šla na drugo stran toka. Glede na to, da so rekli, da moramo iti tam stran, ampak nič hudega. Šla smo 8 mil stran, tako da ni daleč. Jaz so tukaj sidrala, tukaj je en samostan. V bistvu so same dva, tle sicer rančoven, ampak mislim, da so zaprte, da ni nikjer nobenega. Voda je ful čista, tako da če ne bi bilo teh valov, bi se lepo videlo vse kamne noter. Drugače to črno je itak morska trava samo, tako da sem preveril. Ni problem. Malo pa nekje sidro tukaj na, na 12 metrih. Sidral, potem pa sem šel nazaj proti obali, da sem sprobal, če se slučajno po noči obrnemo, tako ko so se že zdalale, da ne bova kje nasedla na pliknem. Se pa skozi menja veter. Ko sva prišla, sva bila tako obrnjena v tej smeri, potem smo se obrnila proti zunanjemu delu, zdaj se spet obračamo na noter in to v roku pol ure. Tako da se kar vrtiš veliko. Zdaj pa najbolj, da bi skočil v vodo. Glede na to, da sem ful zmrznjen, mogoče kratek neopren pa jump. Čez da se malo skopam. Več mi je pa všeč, vreme imamo lepo. Ko sva jadrala, sem imela čez 30 vozlov sunke, potem pa sva prišla mimo tam na enega manjšega otočka, mimo, veter čist padel, tako da je začela Genova plapolati. Zdaj, potem, ko sem plula, tle sva imela sem še 5 vozlov, zdaj je sicer mogoče malo več, ampak spet čist kontra smeri, ampak ni nekega vetra, tako da mislim, da bo mirna noč in bo lahko dobro spala. Jutri bova pa nadaljevala verjetno proti Kosu, otok Kos, 41 mil je oddaljen, 30 mil je še en otoček prej, je tudi lep, tako da nekam proti tja bova šla, pa bova pa videla. Počasi se bova takole bližala domu, pa bova prišla do konca junija.
Se še malo pogledati le na kopno. Natalija gre v vodo. In zim pa pezla tamle do vogala, da vidim, če je kaj tazga zame. Tukaj bova prespala, jutri pa nadaljujeva naprej. In sem našel tole leseno dilo, ki izgleda kar dosti močna. Sicer bo treba telele cveke pa šraufe ven pobrati, ali pa ta je pa še močnejša. Samo je predolga, tako da jo bo treba skrajšati, bom videl. To bo pa prišlo v zamenjavo, na oni strani jadrnice imava tiste rezervne kante za nafto in imava bambus. Bambus se je čist posušil, zdrubil, tako da nič ne drži. Se bojim, da bo nama palo vse skupaj v vodo tisto, tako da bom zamenil tisto leseno oziroma bambus palco stran, pa nekaj od tega. Tole, pa lepo se potem preveže kantice ali pa ta, bom videl. Tole sem najdel in to bom vzel. Pa se bom spet malo zaposlil, da bom nekaj počel. Natalija vidim je že z vode nazaj na jadrnici, verjetno ni kaj preveč topla voda. Jaz se bom sem stoširal, morje nam skakal, prej sem šel do kolen, tam po stopničkah not, pa mi je premrzlo. Meni 19 stopinj, 18 ni dovolj. Tako da sem zažagal, tak zok od spodaj. Sicer nimam dleta, ampak mi je z izvijačem uspelo. To da me prevežem, še od zadaj skrajšam in to je to. Zasidrala sva na naslednjem otoku, 6 metrov, peščeno dno, sidro dobro drži, nobene trave. Tole je par hiš, 2 restauraciji so, ni veliko naseljen ta otok. Sem že pripravil gumenjak, da grem malo teč. To je pa to. Upam, da bo mirno v ponoč, zjutraj pa nadaljujeva naprej. Prihajava na najno naslednjo destinacijo. Kot vidite, spet kar piha, čez 20 vozov do 25. Napovedano je pa sunki do 6 vozlov. Mesto zgleda lepo. Natalija naredila kosilo, bo zdaj pojela, pa greva pa na kopno. Evo, tukaj se šlo mimo Coast Guard, oziroma vojaške ladje. Ne vem točno kaj je. Ali je vojaška ali Coast Guard, po moje je vojaška. V glavno, mesto zgleda lepo, čeprav je na drugi strani. Tudi port je, ampak je rajkar tle na sidro, pa še niso prijavljena. Da ne bo tam malo kdo preverjal. Itak greva jutri naprej. Tako, osvojila sva še en otok, sicer še ne vem kako se imenuje, ampak sploh ni pomembno. V glavno, 1 kilometer malo do druge strani, do mesta. Sem čez hrib, čez je treba iti. Ni pa čisto nič ravno tukaj v Grčiji. Včeraj sem šel teč 5 kilometrov, sem naredil, gledalo je ravno, pa sem naredil 170 metrov višinske. Tako da vse je v klancu, bolj malo ravnine. Evo, Timi tamle sameva, sva edina. Ena jahta je še tle v zadaj, drugega pa ni. Ni še turistov, ni še sezona. Tukaj spodaj dol je luka, vidim neki jamboro. So pa drugače stari mlini na veter.
Borovčke vohaš? Diši po domu. Ja, se nismo daleč. Ja, tam letimi, ki bo peljal domov. Še dober mesec, pa bo. Danes je malo bolj oblačno vreme, zato zdaj grem še na obalo, po kruh, potem pa štartava naprej. Ja, da se pa vidi lepo sidro. Se ga lepo vidi. Ne, mislim, da je 8 metrov globina. To je čista voda, ne pa to, kar sva do zdaj plula. V glavno, grem po kruh, potem greva pa naprej. So se odločila, da bo verjetno danes kak po noči jadrala z vetrom, sicer ne bo veliko vetra, verjetno, ampak toliko, da bova 3-4 vozle plula, upam, da bo. Prej sem imela čisto bonaco, sem šel točet nafto v tank, 40 vozlov z te smeri, sunki, se je veter umiril, čez 5 minut, evo, od obale sem, piha zdajle, vidno koliko piha, 27 vozlov, neverjetno, 28, skoraj 30 vozlov, na hitro, v minuti, začnejo takoj beli valovi delati. Mogoče čez 1 minuto bova kontra obrjena na 40 vozlov ali pa bo čista bonaca. Tako se tle veter spreminja, tako da mora biti kak pazljiva, tudi vsakič, ko sidrava, moraš dobro sidrati, ker nikoli ne veš, kaj čez 5 minut. V glavno, evo, zdaj kak začenja pihati, zdaj, ko smo gledali, je bilo 30 vozlov, pa še jača. Sem spustil še 10 metrov verige. Ne vem, ta del tukaj, ta del Grčije je kar tak, skozi piha, nikoli ne veš, s kjer smeri, napovedi niso točne, tako da je treba paziti. Nisem siguren, če nama zdaj veriga drži. Mislim, sidro. Mislim, da ne. Drži, sem se mi pozdelo, da ne. Evo, kako piha. Kada sem zresetiral po 1040 vozli, koliko je bilo zdaj maksimum. Evo, 35 vozli. Vidimo, koliko je bilo maksimum. 45,2. 45,2. Že piha z druge smeri, tam od zone se vidi bele valove, od zone se pravi, da ful piha. Zdaj sicer zdaj ne piha, dosti sem par sunkev prišlo. In se pa že malo bojim, da sva preblizu obale, ker je tako hitro se dvigne. Ker imamo malo več verige, tako da se kar vrtiva, ko vrtavka, niti ne vem, kje je zdaj sidro, ali drži dobro ali ne. Veriga gre tja. Ne vem, čudno je vse skupaj, v glavno. Tako se veter tle vrti. Tle imaš lahko v 5 minutah 360. Kjerkoli lahko začne pihati. In to z 0 na 45 vozlov. Da so se prevezale v veliki luki. Tole so hobotnice že za naju pripravljene. Danes bo solata podpeka s krompirom. Sva na otoku Poros, se malo sprehajava, zdaj ne piha, ki je sonce, je kar toplo, končno. Zdaj naj je kar nekaj dni zeblo. Kaj si boš izbrala? Tale pekarna je pa ena največjih, kar so jih do zdaj videla. Tam je pa eno ful veliko sidra potopljeno.
plovil. Je pa ful čista voda. Danes smo se, ko smo prihajala noter, sem pogledal vodo, sem se že ustrašil, da je ful plitva voda. Sem na globinomer pogledal 15 metrov, ko se vidi čist kot nič. Tudi ko spustiš sidro na 10-15 metrov, vidiš točno, kako sidro se lepo na dno uleže, kako prime. Res super, čista pa je voda. To je pa, ne vem, če so kjerkoli na svetu zdaj, ki so plula, da je bilo tako čista voda kot tukaj. Sva že v zavetju otoka, ampak spet piha skoraj do 30 vozle do sunkov. Gremo pa tukaj na tole sidrišče tlele. Mislim, da bo super, še na jadrnici tam ne vidim najce, zdaj pa tudi vidim, gre tudi noter. Očitno sama dva ne bova. Nekaj, mogoče 200 metrov nazaj, smo imela še vetek z te strani, 17 vozlov. No, skje piha pa sedaj. In to koliko? 27,6. Ker imamo motor, malo jadra, da čim prej prideva tam na sidrišče, ker se mi ne da s tem obvazati, čisto to sneda ta jadra. Neverjetno. Tam nazaj, da imajo pa neko lukno, če bi šla lahko pogledat. Sem z znajenim dingjem, mogla biti z jadrnico. Bom pogledal, zdaj gledam, če je kaj zanimivega, pa mogoče greva pogledat. Več pa čim prej na sidrišče. Glede na to, da smo danes po noč plula, mislim malo počitka potrebujem. Sidro na 6 metrih, dobro drži. Levo otok, desno otok, pred nami otok. Jadrnica je pa čist umazana, evo ti kakšna je spet. Ker je po noč malo padal dež, seveda saharski, prav ti rob. Sam pesek, da je bilo to treba se zmočiti, prej sem edino te dve celice umil. Več nas je pa tlele ene par jadrnic, eno še zdaj prihaja, tako da je malo življenja, malo več, kot je bilo do zdaj, kjer sva bila. Evo, voda kristalno čista, vse se vidi noter, če je bila čista bonaca, vidiš čist kamenček vsak posebej. Pa videla, kaj bom počela, ali bomo šla na to obalo, tam je drugačen tempelj, ampak ne vem, bo videla. V glavnem nekam bova šla, cel dan ne bova na jadrnici. Sva na plaži, poleživa, Timi tam čaka, gužve ni. Ne vem, kaj je tole bolj za nami, kot je nek pašnik, ker je vse ugrajeno. Tam imajo za vodo noter, se pravi, da verjetno so neke živali tle blizu. Glavno ni kaj preveč lepo vreme, sončno, ampak je pa po en stran fajn, ker ni vroče. Evo ga najin sidro, tako da tukaj je pa nekje 35 metrov verige. Sidrišče pa kar polno ratuje, ker prihajajo barke eno za drugo. Še kakšno uro pa pol sonce gor, oziroma je oblačno, ampak preden se zmrači. In ker prihajajo jadrnice, pa dva katamarana, tako da na začetku je kazalo, da bomo skoraj sama, zdaj pa je kar polno, ampak je ful velik zaliv, tako da ni problema. Glavno zanimivo, kako se lepo sidro vidi, ko je čista voda. Jaz sem pa zdaj tekel 5 km, da se moram stuširati. Sem da se malo hladim, k se pridem, moram malo kondicijo nazaj prideti. Tole skozi biti na jadrnici pa nič početi, to je kar potrebno malo trenirati.